SafeSea, podcast za starše. 300 milijonov otrok vsako leto je žrtev neke vrste spolnega izkoriščanja ali spolnih zlorab. Igralne platforme so tisti kraj, kjer se otroci znajdejo v okolju s povsem odraslimi osebami. Del teh odraslih je žal spolnih plenilcev. Dragi starši, pozdravljeni in dobrodošli v podcastu SafeSea. Imate tudi vi kdaj občutek, da je biti starš v današnjem digitalnem svetu misija nemogoče? Vam gre pogosto na živce, ko vaš otrok ne odlepi oči od zaslona? Mogoče vas skrbi, kaj vse lahko najde na internetu ali katerim tveganjem je tam izpostavljen. To so izzivi vseh staršev digitalne dobe. V podcastu SafeSea raziskujemo, kako lahko varno in odgovorno uporabljamo tehnologijo. Pogovarjamo se o tem, kako zaščititi zasebnost, kako se spoprijeti s spletnim nasiljem in kako najti ravnovesje med časom pred zaslonom in drugimi aktivnostmi. Naši strokovnjaki delijo svoje izkušnje in konkretne nasvete, ki jih lahko takoj uporabite doma. Danes bomo govorili o zelo pomembni temi. Kaj lahko kot starši naredimo za to, da bodo otroci varnejši pred spolnimi zlorabami na spletu? Raziskali bomo pasti, ki jih prinaša internet, tveganja pošiljanja sporočil z intimnimi posnetki, tako imenovanega sekstanja, in iskali poti za vzpostavitev odprtega in zaupnega pogovora z otroki. Z nami je Andrej Motl, koordinator prijavne točke Spletno oko. Pozdravljen. Pozdravljeni. Spolne zlorabe na spletu so težka tema, še posebej za starše, pa vendar je pomembno, da imamo o tem pojavu vse ključne informacije, ker lahko s tem marsikaj preprečimo. Koliko je sploh spletnih spolnih zlorab oziroma posnetkov te vrste v Sloveniji in v svetu, glede na to, da splet praktično nima meja? Ja, na prijavni točki Spletno oko sprejemamo anonimne prijave posnetkov spolnih zlorab otrok. Torej, vsakdo, ki naleti na to vrstne posnetke na internetu, lahko pri nas na nek anonimen način, brez da gre na policijo, prijavi te vsebine. Leta 2023 smo prejeli 404 tovrstne prijave, v letošnjem letu pa do konca novembra 317. Področje posnetkov spolnih zlorab v slovenski zakonodaji pokriva 176. člen. Policija je leta 2022 obravnavala 163 tovrstnih primerov, ki so se navezovali na ta člen, potem lani 194 in letos do oktobra 179. To so neke lokalne številke, ki so zaskrbljujoče. Policija se vsako leto sooča z več primeri. Zdaj, globalno so pa številke tako visoko, da si jih težko predstavljamo. Recimo, nedavna raziskava je pokazala, da vsak 8. otrok na internetu na letni ravni je žrtev neke vrste spolnega izkoriščanja ali spolnih zlorab. To je pravi 300 milijonov otrok vsako leto. Potem prijavna točka Cyber Tipline, to je ameriška prijavna točka, ki sprejema tudi prijave družbenih omrežij, je lani zabeležila 36 milijonov prijav, tega večinoma prijav posnetkov spolnih zlorab otrok, skoraj 200 tisoč pa je bilo tudi prijav spletnega spolnega napeljevanja. Kako pa poteka ta postopek spletnega spolnega napeljevanja? Se pravi, na kak način ti plenilci iščejo otroke, kakšne metode uporabljajo pri navezovanju stika in potem, ko se z otrokom pogovarjajo? Ja, torej, če dam en konkreten primer, je recimo lahko se storilec pretvarja, da je zaposlen v neki modni agenciji in na ta način naveže stik z otrokom. Potem seveda obrazloži, da nujno potrebuje fotografije tega otroka, da lahko predstavi potem svojim nadrejenim potencialnega novega modela in počasi začne najprej recimo namiguje na čisto neke skoraj nedolžne fotografije, potem pa pove, da je šlo nekaj narobe ali se je nekaj spremenilo in potrebuje bolj eksplicitne fotografije in na ta način pridobiva vedno več posnetkov intimne narave tega otroka in potem lahko te posnetke tudi izkorišča, da ga začne izsiljevati za še več vsebin ali pa za kakšna spolna dejanja. V splošnem pa lahko rečemo, da imajo številni, posebej odrasli storilci, zelo ustvarjene metode, po katerih gredo in korake, po katerih gredo pri zlorabah. Se pravi, najprej skušajo vzpostaviti stik z otrokom na način, da se pretvarjajo, da so bistveno mlajši, kot so običajno.
Lahko uporabljajo tudi različne filtre, ki jim omogočajo, da se v živo pretvarjajo, da so bistveno mlajši kot so v resnici. Pretvarjajo se, da imajo iste hobije, pri tem jim lahko pomaga tudi umetna inteligenca, ki jih uči, katere hobije, katere meme, katere dejavnosti mlade se zdaj zanimajo, mlade in otroke. Na ta način vzpostavijo stik, nato pridobijo otrokovo zaupanje. Zaupanje pridobijo tako, da mu namenijo veliko pozornosti, zanimanja. Če ima otrok neke težave, se zanimajo za te težave. Nek otrok je osamljen, mogoče prvič sliši toliko zanimanja sploh od neke odrasle osebe. Veliko otrok pridobijo na ta način na svojo stran. Hkrati ocenjujejo, kako tvegano je to, kar zdaj počne temu otroku. Kako verjetno je, da ga bodo dobili recimo organi pregona. Zato recimo predlaga selitev na klepetalnice, ki so kriptirane s šifriranjem od konca do konca. Preverja pa tudi pri otroku, koliko se kaj pogovarja s starši o tem, kaj počne na internetu. In to je recimo lahko zelo nevarno za plenilca, če ugotovi, da se otrok vse pogovarja s svojimi starši, potem bo verjetno, s tem si predstavljam, veliko bolj verjetno kar odnehal. V naslednji fazi plenilec skuša ločiti sebe od vseh ostalih. Otroku pove nekaj, kar mogoče otrok že delno čuti, da ima samo z njim tak odnos, da samo z njemu lahko zaupa vse to, kar mu je že povedal, in samo on ga tako posluša, ostali pa mogoče mu ne namenjajo pozornosti, vsaj ne v tej meri. Da ima ta nek poseben odnos, neke posebne vrednosti. Ja, nekaj zelo posebnega. V naslednji fazi potem že recimo odpre temo spolnosti, preveri pri otroku, koliko že ve o spolnosti, to je seveda odvisno tudi od starosti otroka, ampak ne samo od tega, in ga začne recimo poučevati o spolnosti, morda mu celo že pošlje kakšno intimno fotografijo oziroma fotografijo spolne narave, in namen vsega tega je, da normalizira spolnost otroku, ki prej zanje je bila mogoče nekaj čist skrivnostnega, nenavadnega. In potem je to nekako zadnja faza pred dejansko spolno zlorabo. To je lahko različnih oblik, lahko otroka spodbudi, da se v živo vidita prek videa in ga tam prosi, da odvrže svoja oblačila, lahko ga prosi, da mu pošlje svoje intimne fotografije in s tem dokaže, da tudi on ceni ta odnos. Lahko pa celo začne nagovarjati otroka k temu, da se srečata v živo, da bo tam izvedel spolno zlorabo v živo. Če se otrok upira, se spet sklicuje na to posebnost tega odnosa, na to, koliko si pomenita, in lahko samo na to, lahko pa tudi začne izsiljevati z intimnimi fotografijami in namigovati morda, da se bo te fotografije razširile naokoli, če bo on ne bo izkazoval spoštovanja temu posebnemu odnosu, ki ste ga vzpostavili. Pa so kakšne spletne, posebne platforme, strani, aplikacije, klepetalnice, ki jih bolj pogosto uporabljajo, ne? Recimo kriptirane, sva prej omenila. Ja, vsekakor vse kriptirane klepetalnice oziroma aplikacije za neposredno komunikacijo, kot so recimo WhatsApp, Messenger, med družbenimi omrežji morda velja najbolj izpostaviti Instagram, kot kraj, kjer predatorji oziroma plenilci iščejo otroke. Vsekakor pa nekaj, kar mogoče starši niso tako pozorni, so pa igralne platforme. Malo kdo ve, kakšna je povprečna starost teh, ki uporabljajo igralne platforme. To je namreč 35 let. Se pravi, igralne platforme so tisti kraj, kjer se otroci znajdejo v okolju s povsem odraslimi osebami na nek povsem naraven način, kjer imajo oboji že skupen interes. In del teh odraslih je žal spolnih plenilcev in lahko na ta način vzpostavijo na nek bolj naraven način, kot na družbenih omrežjih vzpostavijo stik z otrokom. Poleg tega so te igralne platforme tvegane tudi zato, ker omogočajo tako imenovane digitalne valute, se pravi tam neke vrste poseben denar, ki ga ima lahko seveda odrasla oseba bistveno več kot otrok in lahko kupuje v igri, kupuje določena darila otroku in ga ta način še posebej dobi na svojo stran. Ena stvar, s katero mladi tudi tvegajo, in to očitno pogosto, je tudi tako imenovano sekstanje, torej pošiljanje sporočil z intimnimi posnetki, ki si jih med sabo pošiljajo. So kakšni podatki, koliko mladih to počne?
Ja, podatki so, predvsem iz ZDA prihajajo številne raziskave, so pa rezultati dokaj različni. Vsekakor lahko rečemo, da gre med mladimi za normalizirano vedenje. Gre za vedenje, s katerim raziskujejo svojo prebujajočo spolnost, recimo v puberteti, s katero v nekem romantičnem odnosu, se pravi, si izmenjajo neko intimo, razvijajo svojo identiteto in podobno. Raziskave kažejo, da je deljenja tovrstnih fotografij, recimo vsaj 20% otrok, da to počne, da so že delili, pa vse nekje do 80%, kar je zelo velika razlika. Ta višja številka mislim, da zajema sicer tudi starejše otroke in tudi mlajše odrasle, ampak vsekakor verjetno je dejanska številka nekje vmes med tema dvema številkama. Se pravi, nekje na polovici, ne? Morda, ja. Ampak otroci, mladi se zavedajo, da je to tvegano, ne? Pa še vendarle to počnejo. In zakaj, predvsem zakaj, kadar so v težavah, pogosto tudi ne poiščejo pomoči? Ja, odrasli se pogosto ne zavedamo, koliko otrokom to pomeni. Pozabili smo, kako smo sami se počutili v teh letih. Ne razumemo tega, kaj pridobijo otroci s tem, ko delijo, oziroma mladostniki, mladostnice s tem, ko delijo svoje intimne fotografije. Ko pride do težav, pogosto ne sporočijo tega nikomur, žal. Tega pa ne sporočijo zato, ker je družba pogosto naravnana na način, da krivi žrtve namesto storilcev. Torej, ves problem vidi v tem, da je nek otrok oziroma mladostnik naredil intimno fotografijo in je delil recimo s svojo punco ali svojim fantom, čeprav je šlo za nek intimen sporazumen odnos, in prevalijo krivdo na žrtev, zato ker je to morda lažje. In to ne samo recimo vrstniki, čeprav tudi vrstniki tako razmišljajo, oziroma otroci, mladostniki sami, tudi starši po nekaterih raziskavah tako razmišljajo. Hkrati tudi ne vedo otroci, če lahko računajo na to, da jim bo prijava recimo, ali pa če sporočijo to odrasli osebi, če jim bo to karkoli pomagalo. Morda imajo že kakšno izkušnjo, da komu to ni nič koristilo, da so bili deležni samo nekega pritiska, nekega obtoževanja. Hkrati pa čutijo predvsem veliko sramu in krivde, zelo pogosto. Morda se bojijo tudi maščevanja vrstnikov, recimo razlogov je lahko zelo veliko in vsi so za otroka zelo, recimo temu težki. Morda še to lahko omeniva, ne, deljenje teh fotografij med mladostniki ni kriminalizirano, ne. Policija pravzaprav tega ne preganja. Deljenje ni kriminalizirano zgolj v primeru, da recimo oseba deli svoj posnetek s svojim partnerjem. V tem primeru lahko povsem varno naredi prijavo, ker zato ne bo kazensko preganjena. Če pa ta oseba, recimo fant ali punca, deli ta posnetek naprej, pa to je kaznivo in lahko zaradi tega se znajde v velikih težavah. Kaj pa so vse ti scenariji, kam lahko ti posnetki zaidejo, kaj se lahko z njimi zgodi, izsiljevanje in podobno? Ja, izsiljevanje je ena stvar, s to fotografijo, ki se znajde lahko pri partnerju, s katerim se oseba ne razume več tako dobro, recimo, ko gre do razpada razmerja, začne recimo fant ali punca začne izsiljevati s tem intimnim posnetkom, recimo fant reče, da ne želi, da se odnos prekini, da je to napaka in da če bo recimo punca res prekinila ta odnos, bo on delil te fotografije s celo šolo, z njenimi starši in podobno. To je ena taka nevarnost, ki je žal kar pogosto se realizira. Druga nevarnost je izsiljevanje za denar. Tukaj so tarča v nasprotju s prej omenjenim izsiljevanjem predvsem osebe moškega spola, se pravi mladi fantje, tudi mladi odrasli, katerim recimo organizirane združbe pristopijo tako, da se pretvarjajo, da so ženskega spola, jih s to ukano pripravijo do tega, da se slečejo, da morda masturbirajo in nato s tem posnetkom mladostnika izsiljujejo na način, nakaži nam toliko in toliko denarja, sicer bodo ti posnetki se znašli pri tvojih bližnjih. In če mladostnik dejansko plača in upa seveda, da se bo s tem izsiljevanje prenehalo, nažalost je običajno ravno nasprotno. Ko oseba plača, se to izsiljevanje nadaljuje, morda še za večje zneske. Če pa ne plača in ignorira izsiljevalca, se potem to preneha, praviloma se to preneha in se te organizirane združbe osredotočijo na nove žrtve.
Se pravi, ukrepi, kaj narediti, ko se tako izsiljevanje pojavi za starše, je, da otroku svetujejo naj ne, torej ne nasede oziroma ne podleže izsiljevanju. Ja, to je vsekakor en od teh ukrepov. Vsekakor na prvem mestu, če otrok ima ta občutek zaupanja in pove staršem, da se mu je to zgodilo, je to že velika stvar, to pomeni, da ima to zaupanje in da je bistveno bolj varen. Zdaj se mora še starš na pravilen način odzivati in upravičiti to zaupanje, se pravi, da otroka ne obsoja. To je najpomembneje, da mogoče pove, da je naredil prav, da mu oziroma je to povedal, da pove, da ni sam v tem, kar se je zgodilo, da se to dogaja številnim otrokom oziroma mladim in da boste skupaj našli neko rešitev. Če gre za deljenje, če gre že recimo za izsiljevanje z intimnimi posnetki ali pa za deljenje intimnih posnetkov izven neke partnerske zveze, potem je prav, da se naredi prijava na policiji, da se zaščiti tega otroka in da se prepreči nove žrtve in da se sproži pregon storilca. Zato je potrebno zavarovati dokaze, naredi se recimo fotografija ali zaslonska slika te komunikacije. Včasih je boljša fotografija z neko drugo napravo, zato ker lahko, če naredimo posnetek zaslona v določenih aplikacijah, je lahko storilec zlorabe obveščen o tem, da smo naredili posnetek zaslona. Se pravi, na nek ta način se naredi dokazno gradivo, ki ga policija potem lahko porabi pri svojih postopkih. Vsekakor je izjemno pomembno, se pravi to, da otroci že vnaprej vedo, da se lahko obrnejo na starše. Če se zgodi tak incident, je zelo pomembno še to, da so starši pozorno, kako prizadeti otrok. To je odvisno seveda tudi od narave zlorabe. Če je otrok zelo prizadet oziroma se ne počuti bolje, je vsekakor dobro, da poiščejo neko psihološko podporo za tega otroka. Kar se tiče pa teh posnetkov, če se znajdejo na spletu, obstajajo nove možnosti, kako se lahko odstranjujejo. Ko se enkrat tak posnetek ali videoposnetek ali fotografija znajde na internetu, seveda ne moremo nikoli biti 100% prepričani, da jo bomo popolnoma izbrisali. Žal. So pa možnosti, kot je recimo aplikacija Take It Down, ki omogoča, da otrok naloži digitalni odtis posnetka na to aplikacijo. In aplikacija Take It Down, ta digitalni odtis, se pravi nedejanskega posnetka, deli z družbenimi omrežji. Družbena omrežja pa potem ta digitalni odtis uporablja za to, da ne prikazujejo tega posnetka oziroma ga izbrišajo. Se pravi, lahko vnaprej preprečijo, da se kadarkoli pojavi ta posnetek na nekem družbenem omrežju. S to aplikacijo Take It Down pa sodeluje večina osrednjih družbenih omrežij. Na katerih so mladi? Da. Sej, če otroci vedo več o spolnosti, se pravi, če se starši z njimi pogovarjamo in da ta tema ni nekako zavita v tabuje, so v bistvu bolj zaščiteni pred temi zlorabami. Ja, vsekakor. Otrok, ki se zaveda teh nevarnosti, bo vsekakor bolje opremljen za to, da se ne bo sam znašel v tovrstni situaciji. Prvi korak seveda je to, da se starši in otroci sploh pogovarjajo o teh temah in da se pogovarjajo na prav način, da to ni ne delaj tega, ker ne smeš tega početi, ampak da že od malih nog z njim vzpostavljajo nek odprt odnos zaupanja, da otroka poslušajo, da slišijo tudi njegovo plat medalje, morda otrok misli, da ni nobenih nevarnosti, da je internet nekaj, kar on bolje obvladuje od staršev, kar je morda res, ampak to ne pomeni, da ni v nevarnosti. In če poteka ta komunikacija in otrok ima občutek, da ne bo samo recimo deležen nekih kritik ali česa podobnega, potem je bistveno bolj verjetno in to, da se ne bo znašel v tovrstnem incidentu in da če se bo znašel v tovrstnem incidentu, da bo deležen bistveno manjše škode. Pa so še kakšne smernice, ideje, torej pobude za ta pogovor, se pravi, kako se starši lažje naj približajo mladim s temi temami, ker je vendarle pač težko o tem govoriti marsikomu.
Ja, tako je. Staršem je pogosto žal težko odpreti te teme, sploh ko so otroci še majhni, vendar je izjemno pomembno, da se jih lotijo pravočasno in na ta način preprečijo morebitne posledice. Starši imajo občutek, da so otroci še premajhni, da njih morda to ne zanima, recimo sekstanje, da jih to ne zanima, da tega nikoli ne bi počeli in so pri tem pogosto zelo naivni. Opažamo velike razlike med tem, kako to vidijo starši in kako to vidijo sami mladostniki in otroci. In zato je zelo pomembno, da nekako si vzamejo čas, da premislijo, kako se lotijo tega pogovora, da se pripravijo na to, da se zavedajo, kako pomemben je in kako bodo z otroci komunicirali o teh temah. Lahko uporabijo, recimo, ko se zgodi kakšen incident v slovenski družbi, takih incidentov je žal vse več, in podelijo recimo ta primer, recimo, ko je nek otrok delil svoje intimne fotografije in je to izkoristil nek spolni plenilec, da to izkoristijo za vprašanje, si slišal za to, kako je pa pri vas v šoli, se tudi v šoli zgodilo kaj podobnega že kdaj, in na ta način nekako počasi odprejo to temo. Ni potrebno vsega povedati naenkrat ali vsega slišati naenkrat. Za konec, če bi morala izbrati 3 stvari, ki jih morajo starši nujno vedeti o zaščiti pred spletnimi spolnimi zlorabami, preden kupijo otroku telefon, katere 3 stvari bi to bile? Ja, tukaj se bom žal moral malce ponoviti. Mi je pa prišel na misel akronim ZID, se pravi zaupanje, se pravi to vzpostavljanje zaupanja z otrokom že od malih nog, potem informiranje, se pravi, da se starš sam pouči o teh temah. Možnosti je ogromno, recimo na točki osveščanja o varni rabi interneta so pripravili zelo koristen priročnik vzgoja za internet. Potem na naši prijavni točki Spletno oko smo pripravili priročnik prav na temo spletnih spolnih zlorab, ki je sicer namenjen predvsem strokovnim delavcem, ampak vsebuje veliko koristnih informacij tudi za starše, ki bi se radi malce bolj posvetili tej temi. Vsekakor je veliko načinov, da se lahko informirajo o teh temah in potem te informacije na nek dober način prenesejo tudi otrokom. Tretja stvar je pa s tem povezana, se pravi, ko imamo te 2 prvi točki, da dogovor, se pravi, da z otrokom sprejmejo nek dogovor o tem, kako bo uporabljal internet, na kakšen način, koliko časa, vse to, če so podprti s tem zaupanjem in informiranjem, je to vsekakor mogoče. Dogovor pa pomeni, da se z njim vsekakor strinja tudi otrok, da to ni enostransko navodilo, ampak da je predtem bil nek pogovor in iz tega dogovor. Hvala za ta pogovor. Hvala. Naj bo torej namera za ta začetek leta splet varnejši za mlade, k temu pa lahko vsaj malo pripomoremo tudi starši.